Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci, v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, v kateri vam bomo predstavili zadnjo četrto razstavo prve celoletne likovne kolonije, ki se je v tem letu odvijala na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Z otvoritvijo razstave likovnih del na temo Jesen se je v Celju zaključila prva celoletna likovna kolonija 4-letni časi. Organizator Zveza kulturnih društev Celje je razstavo pripravila na Šoli za hortikulturo in vizualno umetnost v Celju skupaj s šolo in v sodelovanju s celjsko izpostavo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Kot zadnjo v sklopu 4 likovnih ekstempor te celoletne likovne kolonije za slikarje in fotografe, nekaterih so upodabljali lepo urejen in negovan park Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti v Medlogu v Celju, in sicer v zimski, pomladanski, poletni in jesenski preobleki. Zadnji sklop ekstempore z naslovom Jesen je tam potekal v soboto 19. oktobra dopoldan. Razstavo ustvarjenih del pa so sedaj na ogled postavili v avli in knjižnici šole. Presenetljivo lepo število slikarjev, njih 36, in 4 fotografi razstavljajo svoje upodobitve, prihajajo pa ne samo iz Celja in njegove okolice, tudi izven celjskega območja, iz Ljubljane, Pragerskega, Šentvida pri Stični, Raven na Koroškem, Lenarta v Slovenskih Goricah in Slovenske Bistrice. Med njimi je tudi kar nekaj mlajših ustvarjalcev iz nekaterih celjskih srednjih šol, kar je še posebej razveseljivo. In vsi so bili nad prvo celoletno likovno kolonijo navdušeni. Ja, super, res sem vesela, da se take stvari dogajajo. Res je lepo na vrtnarski šoli, ko si v naravi, vidiš te rožice. Tako da, skratka, druženje, ustvarjanje, zelo lepo. Mi je všeč, da se take stvari dogajajo in vesela sem, da sodelujem pri tem. Pa tudi teta mi pri tem zelo pomaga. Pa zelo rada slikam, tako da je to en velik plus. Mislim, meni je všeč slikati na prostem, pa tako v družbi. Prej sem že sodelovala pri mravljici vrsto let, zdaj pa tu že tudi v vrtnarski šoli pred 2 leti menda, pa letos. Pa upam, da še bo kdaj. Pohvalno lahko rečem udeležbo. Mi smo se pač videli na internetu razpis Javnega sklada Celja, pa smo se pač prijavili in smo tudi uspešno zdaj sodelujemo v tej, bi lahko rekel, poučni likovni koloniji, ker mi smo mlada sekcija, stara komaj 5 let, tako da se pač učimo vsi skupaj. V bistvu sta mi to vrstna druženja izredno všeč, ker se drug od drugega se navzamemo ustvarjalnega duha, pač pokažemo, kaj znamo, se kaj novega naučimo. Tudi ta ambient Šole za hortikulturo je čudovit in nekako se najde motiv. In pa seveda, da to svoje znanje, ki ga imamo, potem prenašamo tudi mlajšim. To je zelo pomembno, da predajamo pač ideje, zagnanost, tradicijo in navdihe naprej. Kot rečeno, je na vseh 4 slikanih in fotografiranjih bil osnovni motiv in inspiracija ustvarjalcem čudovit park Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, ki ga vse premalo poznamo in ki obiskovalcu ponuja svoje naravne lepote v vseh letnih časih. Ja, na vsak način naš park nudi obilno izzivov. Res so bili 4-krat tukaj, torej pri nas v tej koloniji, ampak v meni in tudi verjetno v vam tli želja, da bi nekako te 4-letne čase plemenitili s kako glasbo, kajti kadar skupaj stopijo čopič, fotoaparat, glasba, muzika, potem je vse pravo na svojem mestu in potem se ne bojimo za udeležbo. Na vsak način park ponuja številne izzive in čisto vsak dan, vsak teden, ko se sprehodiš v šolski park, ne glede na dan ali pa ura v dnevu, ponuja nekaj drugačnega. Pomembna je svetloba, pomembna je noč in za poznavalca pravzaprav vsak trenutek nekaj na novo odkrije.
Na vsakem od 4 slikanj na vseh 4 ekstemporah, zimi, pomladi, poletju in sedaj jeseni, pa so slikarji imeli za pomoč in svetovanje na voljo tudi mentorja, znanega celjskega slikarja in likovnega pedagoga Tomaža Milača. S pripravo ambienta pa so jim podporo nudili tudi strokovnjaki floristi na šoli, ravnateljica Višje strokovne šole Nada Natek, sodelavci Mojco Sodin ter Romano in Emilom Špesom. Seveda pa so slikarji in fotografi ob tem vsakokrat preživeli še prijetno druženje z drugimi ustvarjalci. Kako pa to novo likovno kolonijo ocenjuje direktorica soorganizatorja Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Štefanija Kos-Zidar? Ja, jaz sem zelo vesela, da nam je uspelo tokrat prvič speljati celoletno kolonijo 4 letnih časov, začeli smo zimo, pomlad, poletje in pa sedaj jeseni. Danes je pravzaprav razstava pokazala, da se je v teh 4 obdobjih razvrstilo pri nas kar 160 različnih slikarjev in fotografov. To pomeni, da naša šola, Šola za hortikulturo in vizualno umetnosti Celje, nekako stopa na neko novo pot, kjer v naš krog, v naše življenje kliče tudi ljudi, ki so pravzaprav nekoč nekaj drugega počeli v svojem tistem pravem življenjskem obdobju, sedaj na starost, pa se ukvarjajo s fotografijo oziroma slikarstvom. Pa ne samo to, veliko je bilo tudi mladih udeležencev, kar sem še posebej vesela tudi naših dijakov. Kaj naj rečem, gospod Živko, vesela sem, da leto nazaj, ko sva pri kavi kramljala v eventualni ideji 4 letnih časov, da nam je to uspelo spraviti pod nekako, bomo rekla, pod dan, a ne kajti zdaj, ko je jesen, ubirava dobre in obilne plodove. To je bila prva celoletna likovna kolonija, ki je skupaj kar 145 likovnih ustvarjalcev na istem mestu zbrala v vseh 4 letnih časih. Kakšni pa so načrti in želje organizatorjev v bodoče, verjetno ne bo ostalo samo pri prvem poizkusu. Ja, na vsak način, jaz mislim, da letos smo dobili veliko izkušenj, pravzaprav kako to organizirati in zagotovo stopamo drugo leto, ko je tako lepo leto 2020 v druge ekstempore, tako da se nadejam še več obiskovalcev in seveda, kot rečeno, pri popolnitvi tega dogodka morda en kak večji koncert, pa kak manjši inštrument, kak manjši koncert, kjer bomo slišali najbolj skrivnost, en inštrument, ki je zelo zanimiv za ljudsko oko. Prva celoletna likovna kolonija je v celoti uspela, kot smo videli, pa slišali tudi od samih ustvarjalcev. Razstavo tukaj na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti pa si boste lahko ogledali vse tja do 26. novembra. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa prav lep pozdrav, do prihodnjič.